Spoštovani, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci po seji vlade. Z nami je danes minister Andrijanič, ki bo predstavil odločitve, ki jih je danes sprejela vlada. Mu kar predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovane novinarke in novinarji. Danes je dober dan za digitalno preobrazbo Slovenije. Pred manj kot eno uro je vlada soglasno sprejela predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Gre za prvi sistemski zakon, ki celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin pri nas. Z njim bomo lahko že letos zagnali največji program e-opismenjevanja v naši zgodovini. Še po prevzemu ministrske funkcije sem izpostavil, da morata digitalna izključenost in neenakost postati stvar preteklosti. S sprejetjem tega zakona v Državnem zboru bomo naredili pomemben korak k temu cilju, ki ga danes zasleduje vsa Evropa. Evropska komisija je namreč marca lani predstavila digitalni kompas, ki določa ambiciozne cilje na področju digitalne preobrazbe. Najpomembnejši med njimi je, da ima do leta 2030 vsaj 80% odraslih Evropejcev najmanj osnovna digitalna znanja. Slovenija na tem področju žal močno zaostaja za najboljšimi, saj se nahajamo pod evropskim povprečjem. Le 55% odraslih ima vsaj osnovne digitalne kompetence, kar je bistveno premalo za enakopravno vključevanje v digitalno družbo. Največji zaostanek beležimo pri starejših od 55 let, saj jih ima zgolj 32% osnovne digitalne kompetence. Prav zato smo pripravili zakon, ki nam bo omogočil preboj med najbolj digitalno vključujoče evropske družbe. Z njim bomo dosegli, da bo imelo 80% odraslih vsaj osnovne digitalne kompetence že do leta 2028, torej 2 leti pred rokom, ki ga je določila Evropska komisija. V nadaljevanju vam želim predstaviti vsebinski, finančni in časovni okvir zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Najprej želim izpostaviti, da zakon zajema vse ključne družbene skupine, vključno z invalidi, in prvič definira različne stopnje digitalnih kompetenc. Zakon v prvi vrsti omogoča pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih veščin s pomočjo tečajev, ki jih bo subvencionirala država prek javnih razpisov. A ker znanje brez ustrezne računalniške opreme ni dovolj, zakon uvaja tudi možnost finančnih spodbud za nakup tovrstne opreme. Z ukrepi, ki jih predvideva zakon, želimo navdušiti mlade nad tehniškimi znanji in poklici prihodnosti, ki jih danes tako zelo primanjkuje. Zakon bo prav tako prispeval k digitalizaciji šolskega procesa, predvsem pa k odgovorni ter varni rabi digitalnih tehnologij. Vkolikor bo zakon v kratkem sprejet, bomo lahko že letos izvedli vrsto javnih razpisov za subvencioniranje tečajev digitalnih veščin, pri čemer bomo v ospredju postavili starejše od 55 let in mlade. Starejšim od 55 let bomo tako omogočili, da s pomočjo brezplačnih tečajev pridobijo osnovne digitalne veščine. Ti tečaji bodo izrazito praktične narave, saj bodo udeleženci med drugim se naučili uporabljati spletno banko in spletne storitve javne uprave. Mladim pa bomo omogočili brezplačne tečaje naprednih digitalnih veščin, kot so programiranje, robotika, umetna inteligenca in digitalno podjetništvo. Ta znanja želimo približati prav vsem mladim, ne glede na njihove finančne zmožnosti. Subvencije za izvajanje tečajev digitalnih veščin bodo na podlagi javnih razpisov prejeli izvajalci, ki bodo imeli ustrezno usposobljen kader in primerne prostorske pogoje ter računalniško opremo. Predlog zakona prav tako omogoča, da država podeli finančne spodbude za nakup računalniške opreme. Te spodbude smo poimenovali digitalni bon. Že leto želimo z digitalnim bonom v vrednosti 150 € pomagati vsem srednješolcem in študentom pri nakupu moderne računalniške opreme, ki jim bo olajšala šolanje na daljavo. Tekom pandemije se je namreč pokazalo, da številne slovenske družine nimajo dovolj zmogljive računalniške opreme. Ta problem je še posebej pereč pri družinah z več otroki.
S predlaganim zakonom želimo to vrzel čim prej premostiti. Prav tako bodo do digitalnega bona v vrednosti 150 evrov upravičeni vsi udeleženci subvencioniranih tečajev, ki so starejši od 55 let. S tem jim želimo omogočiti, da nova znanja čim prej prelijajo tudi v prakso. Digitalni bon bo enostaven za uporabo, saj je zasnovan po zgledu turističnega bona. Upravičenci ga bodo lahko unovčili za nakup nove ali pa obnovljene računalniške opreme, kot je recimo tablica, prenosni ali namizni računalnik, računalniški zaslon, spletna kamera, tiskalnik ali oprema za učenje programiranja. Digitalne bone bo mogoče združevati znotraj družin. No, naj povem, da bomo s pomočjo tega zakona pomagali do moderne računalniške opreme tudi invalidskim in upokojenskim organizacijam. Prav tako bomo subvencionirali razvoj in uporabo rešitev za digitalno vključevanje invalidov. Ker želimo spodbujati uporabo digitalnih učnih gradiv, nam ta zakon omogoča, da šolam subvencioniramo nakup tovrstnih gradiv skupaj z ustreznim usposabljanjem učiteljev. Prav tako bomo omogočili delovanje klicnih centrov, ki bodo državljanom nudili tehnično podporo. Z zakonom želimo spodbujati digitalno vključenost tudi z izvajanjem izobraževalnih kampanj, namenjenih promociji digitalnih veščin in tehniških poklicev ter varne in odgovorne rabe digitalnih tehnologij. Zakon določa, da se vsaki 2 leti opravi poglobljena analiza stanja, na podlagi katere se zastavi najbolj primerne ukrepe za krepitev digitalnih veščin prebivalstva. Še v letošnjem letu imamo na voljo dobrih 31 milijonov evrov za subvencioniranje tečajev digitalnih veščin in nakupa računalniške opreme. To je nekajkrat več sredstev, kot jih je bilo na voljo v prejšnjih letih. Pričakujem, da bo Državni zbor sprejel ta zakon po nujnem postopku že marca. To pomeni, da bi lahko upravičenci začeli unovčevati digitalne bone že maja. Prav tako bomo takoj po sprejetju zakona objavili javne razpise za subvencioniranje tečajev za mlade in starejše od 55 let. Načrtujemo, da bodo prvi brezplačni tečaji na voljo že jeseni. Verjamem, da bomo z vsemi temi ukrepi dosegli postopen, a znaten napredek na področju digitalne pismenosti prebivalstva. S tem bomo prispevali k široki in varni uporabi spletnih storitev, razvoju tehnološkega podjetništva in večji povezanosti družbe kot celote. Veseli me, da je priprava tega zakona potekala izjemno vključujoče in demokratično, saj smo tesno sodelovali s številnimi strokovnimi organizacijami in strokovnjaki na različnih področjih. Prav tako smo upoštevali veliko večino pripomb, podanih tekom javne obravnave. Naj na koncu poudarim, da vidim digitalizacijo kot skupinski šport, v katerem lahko zmagamo samo, če igramo skupaj. Verjamem, da bodo vse politične stranke razumele izjemen pomen digitalne vključenosti in nujnost čimprejšnjega sprejetja tega zakona. Prav zato upam in računam na široko podporo. Najlepša hvala. Minister, hvala lepa tudi vam za uvodno predstavitev. Začenjamo z novinarskimi vprašanji. Prvega bo zastavil Alen Selihović, Radio Ognjišče. Izvolite. Lep pozdrav, gospod minister. Mene zanima dvoje, če dovolite. Najprej omenili ste poklice prihodnosti, kateri poklici so to in pa tudi, kdo so mladi, ki bodo upravičeni do digitalnega bona. Govorimo o učencih v osnovni šoli, dijakih in študentih in tudi omenili ste že sodelovanje z znanstvenim kadrom, kako je to tudi na eni strani z njimi, na drugi strani šolami in na tretji z gospodarstvom. Dejstvo je, da v šolah tovrstnega kadra, ki bi poučeval te zadeve, gotovo ni na pretek. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Naj najprej začnem z digitalnim bonom in kdo so upravičenci do tega bona v letošnjem letu. No, v letošnjem letu bodo digitalni bon v vrednosti 150 evrov za nakup računalniške opreme prejeli vsi dijaki in vsi študenti, pa tudi vsi starejši od 55 let, ki se bodo udeležili subvencioniranih tečajev osnovnih digitalnih veščin. Ko gre za poklice prihodnosti, naj najprej poudarim, da imamo prav na
področju tehniških poklicev velik manjko v Sloveniji, kar zavira naš tehnološki, pa tudi siceršnji družbeni razvoj. Inženirjev teh ved imamo izrazito malo, premalo pa imamo tudi inženirk. No in prav s temi programi, se pravi brezplačnimi tečaji programiranja, robotike, umetne inteligence in digitalnega podjetništva, želimo mlade navdušiti za temi tehniškimi znanji in kasneje tudi za tehniškimi poklici. Skratka, želimo jim približati tehnologije, to, kako se jih razvija, kako se jih odgovorno in varno uporablja, da bodo, bom rekel, v večji meri lahko izkoristili njihov, pa tudi svoj potencial. Hvala lepa. Z vprašanjem nadaljuje Andreja Gregorič, TV Slovenija, izvolite. Pozdravljeni, v bistvu imam podvprašanje glede upravičencev. Se pravi, dijaki, študenti in starejši od 55 let udeleženci tečajev so upravičenci, poudarjate, za letošnje leto. Je morda tukaj še kakšna nadgradnja za prihodnja leta in v katero smer bo šla? Hvala. Najlepša hvala za to vprašanje. No, naj povem, da je ta zakon sistemski, skratka, zelo širok in vsebuje celo vrsto ukrepov, ki sem jih prej naštel, in digitalni bon je samo eden izmed njih. Tako da želim, da se tega zavedate, saj bodo učinki tega zakona jasni, ne samo, ko se bodo delili te digitalni boni, ampak predvsem, ko bodo ljudje prišli do znanja, se pravi digitalnih veščin, ki jih tako zelo potrebujejo. V letošnjem letu smo se odločili za te 3 skupine. V naslednjem letu pa je zelo mogoče, da gremo tudi širše. Ne? Mislim, da bo treba v večji meri nagovoriti starejše, tako da za naslednje leto lahko rečem, da puščamo vse odprto. Na razpolago bomo imeli v naslednjem letu dobrih 28 milijonov evrov, s čimer bo mogoče pokriti potrebe velikega števila ljudi. Naj pa izpostavim, tako kot sem omenil, se bodo vsaki 2 leti delale poglobljene analize stanja, na podlagi katerih bomo določili akcijski načrt ukrepov za prihajajoče 2 leti. Skratka, katere ciljne skupine moramo obravnavati prednostno in na kakšen način. Bi pa rekel, da smo se odločili za mlade, predvsem zato, ker je pandemija pokazala, da veliko slovenskih družin nima ustrezne računalniške opreme, zato je kar nekaj mladih trpelo tovrstno pomanjkanje oziroma so bili prikrajšani tekom šolanja od doma oziroma šolanja na daljavo. No, zato jim želimo prednostno pomagati prav zdaj. Starejši, jasno, imajo podobne težave, zato želimo nagovoriti v tem letu tudi njih. Hvala lepa tudi za ta dodatna pojasnila. Gospod Selihovič pa ima še eno vprašanje za vas. Izvolite. Mi še eno glede digitalnih bonov, niti ne toliko glede digitalnih bonov, predvsem glede digitalizacije. Dejstvo je, da je veliko mladih zasvojeno tudi z internetom. Ali programi vključujejo tudi kakšno pomoč na tem področju, bomo rekli, tako šolam kot družinam in posameznikom? Hvala lepa. To je odlično vprašanje in velik problem, s katerim se danes sooča praktično cel svet. To je, lahko rečem, tudi razlog, zakaj se nismo odločili, da bi digitalne bone podelili tudi osnovnošolcem. In sicer smo to odločitev sprejeli na podlagi strokovnih nasvetov velikega števila organizacij in pa posameznih strokovnjakov. Lahko pa rečem, da ta zakon omogoča tudi kampanje in izobraževalne programe, ki so usmerjeni v varno in odgovorno rabo digitalnih tehnologij. Mislim, da je to nekaj, česar moramo mlade učiti že od malih nog. Tako da ja, seveda, ta zakon daje podlago tudi za tovrstne kampanje in programe.